Evo, lepo pozdravljeni na ponovni oddaji Prebojenje 9. Danes je z nami en zelo zanimiv gost, gospod Stanko Valpatič. Stankota sem jaz prvič videl na eni oddaji Klepeta ob kavi, kjer je govoril take zelo zanimive stvari. Takrat je bilo govor o miroljubnem kmetijstvu, ampak danes Stanko pravi, da bolj govorimo o temu ekološkemu, rastlinskemu oziroma veganskemu kmetovanju. Stanko namreč zagovarja, bi rekli, vegansko kmetovanje. To se pravi, da ne vključuje živali, da ne zapira živali, da ne izkorišča živali, ampak da se ukvarja nekako samo z rastlinami. In tudi to, Stanko, ko sem jaz prvi slišal miroljubno kmetijstvo, takoj mi je kliknilo. Sem rekel, ta človek je pa že prebojen, pa že deluje na nekem drugem nivoju in mi je bilo to zanimivo. Zato, ker v kmetijstvo, tako, kakor jaz vidim, pa spremljam, tudi v enih Facebook skupinah, je taka, bi rekel, trda sekcija ali pa trda industrija, tako ono, tudi kar se tiče tega mesojedstva, pa tako, se mi zdi zelo težko je premakniti, sploh s kako mogoče malo bolj duhovno temo, živali čutijo, ne vem, ko delamo živalim škodo, delamo sebi škodo, take tematike. Tako, mogoče boš ti, Stanko, malo drugače povedal, ampak tako imam jaz občutek, ampak ko sem rekel, to je pa en kmet, podjeten kmet, ki ima nek drugačen pogled, sem rekel, to pa mene ful zanima, bi rad res s tem gospodom vzpostavil en kontakt, en pogovor, tako da Stanko, dobrodošel med nami. Ja, lep pozdrav tebi in vsem, kateri bodo nas poslušali. Tako, evo, upam, da bo ogromno teh. Stanko danes nima videa, nas spremlja kar preko slike, ampak smo rekli, bomo to vseeno izvedla, kljub, bi rekel, zadržkom glede videa, video se pač ni hotel pojaviti. Stanko, ti si ekološko, rastlinski ali veganski kmetovalec. Pred 35 leti si se odločil raziskati in najti odgovore na mladostniška vprašanja, na katere nisi dobil odgovorov doma, v šoli ali verouku. Od takrat naprej namerno ne ubijaš živali, ne ješ mesa in se trudiš čuvati življenje v vseh oblikah. To je nekako taka tvoja predstavitev. Zdaj pa mogoče še ti poveš, Stanko, kakva je tvoja zgodba, kako si ti sploh do tega prišel, zdaj pa mi je do več živali, zdaj pa, veš, čeprav to vsi delajo, pa je to čisto nekaj normalnega, tudi jaz sem odraščal na kmetiji, tudi mi smo, ne vem, imeli pujse, pa skozi smo jedli meso, tudi jaz sem prišel pol do ene točke. Kak je bila tvoja zgodba, kak si ti mogoče prišel do tega, no? Ja, to je tudi zelo pomembno za vse naše gledalce, poslušalce oziroma v bistvu za celotno družbo. Torej, odraščal sem na kmetiji, kjer se je že živali redilo za zakol in tudi za prodajo. Torej, na nek način to problematiko, katero bomo mi danes obdelovala, ni teorija, ampak je vse praksa in to so vse moje izkušnje. Torej, že kot mlad fant, tam pri 14 sem moral 15 sodelovati pri kolinah. To danes mladina ali pa že tam srednja generacija sploh ne ve, kako se je to dogajalo. To se je dogajalo doma. Takrat v bistvu mesa ni moglo se kupiti v trgovini, kot smo mi to danes navajeni. Glejš v trgovino pa si kupil meso. Takrat še tega ni bilo. Meso se je dobilo le v mesnicah in če si zaklal sam doma. In tako sem jaz moral sodelovati pri teh kolinah, pri repu. Sem pomagal držati pri repu in zadnjo nogo dol tiščati, da ni brcala in tako naprej. Včasih me tudi brcnala, ampak nekako, ko si še ti tam pri 13-14 in tisti osnovna šola sprejmeš oziroma veliko bolj srkaš tisto, kar ti nadrejeni ali pa doma rečejo. In jaz sem še takrat
v bistvu vse to ubogo in vse delo. In v bistvu takrat pri 13-14 še ni bilo vprašanja, ali je vse to ok, ali ni ok, čeprav sem videl eno veliko trpljenje tistih živali, katere smo klali. To sem videl, samo vsi so rekli, in v šoli, in na verouku, in pri maši, in doma, da je to normalno, da nam je, da je to nujno za naše zdravje, da nam je Bog dal živali za hrano in nekako pač to sprejmeš, da pač tako je. Toda pri 18-19 letih, se pravi nekaj let kasneje, je oče rekel, veš, zdaj pa boš ti zapičil v srce prašiču, zato ker si že dovolj star. Če misliš meso jesti naprej, potem se moraš naučiti tudi sam zaklad. In to je bil tisti en ključni dogodek. Jaz tega dejanja tisto jutro nisem mogel narediti. Jaz sem nož odložil in šel ven s hleva in pustil tiste koline, naj si sami naredijo. Enostavno, to je ena čisto drugačna zgodba, kot če tam nekaj ti pomagaš pri repu držati, kot pa za tem velikim nožem, bajonetom, celo posvečenim nožem, blagoslovljenim, smo pol bi moral v srce zapiči, to pa nisem mogel. In zgodilo se je to, da je oče bil, je ga to razjezlo. Zvečer je pred tiste, ko je to so še takrat bile navade, da so prišli sorodniki, sestrične, bratranci in je predvsem rekel, da danes sem bil revež, da nisem imel moči, da bi prašiča ubil, a poglejte ga, tukaj pa je meso naprej. In je oče tudi rekel, bo pa tak, če misliš jesti meso, boš tudi klal, če pa ne misliš klati, pa ti tudi želiti ni treba. In tako sem jaz prišel v eno veliko dilemo, da kaj bom naredil. Klat ne želim, nekako mi je to bilo takšno eno kruto dejanje, kot ti križ pricne po rokah, pa po vse posod. In sem nekako rajši se odločil po parih mesecih, da pa ne bom jedel mesa. Čeprav sem bil aktiven športnik, vsi so me strašili, ne boš več mogel nogometa igrati in tako naprej. Babica pa je videla mojo stisko, pa je rekla naslednje, veš kaj, Stanko, jaz pa mislim, da ti lahko športnik naprej, zato ker je družba v mojem času, ko sem jaz bila toliko stara, približno kot ti zdaj, bila bolj kot ne vegetarijanska, takrat pa mesa ni bilo in se meso jedlo samo za večje praznike, tu in tam ob nedeljah. In ata in vsi moški, ker so delali težka fizična dela, na primer košnja, so to vse delali brez mesa. Mi smo jim prinesli potico, pogačo, ko so kosili in tako naprej. In to mi je dalo malo spodbudo, pogum. Babica mi je tudi še pomagala, kaj se je primerno letnemu času, kaj je prosejna kaša, kaj je ajdova kaša, kaj je ješprenj in tako naprej. In jaz sem se pol odločil, že tam pri enih 20 letih, da ne bom ubijal živali in tudi mesa več ne bom jedel. In tako se je nekako pri meni to začelo. In vsa tista moja vprašanja, katera sem takrat imel, sem poskusil na njih najti odgovor. Torej, pri tistih letih sem se že odpravil do vaškega župnika. Dolga leta sem bil celo ministrant. Sem si napisal ena vprašanja na papir. Med drugim je tudi to bilo, živali. Ali je res to, vse tako mora biti, namreč zasledil sem pa kmalu po tistem, ko sem nehal klati živali, v enem srbskem časopisu Treće oko, Jezus je bil vegetarijanec. Wow.
In to je za mene bilo neverjetno. Nikjer nisi slišal tega, nobenem verouku, pri meni, nobeni maši, nikjer. In jaz po parih mesecih, po tistem dogodku, ko nisem klal, doletim do tega. In za mene je to bilo strahovito odkritje in ki mi je dalo dodatno moč. In seveda sem tudi o tem želel z vaškim župnikom malo spregovoriti. Zdaj, da ti povem, vsa ta vprašanja bo trajalo predolgo. Morda recimo izpostavim to okrog živali. Jezus je bil vegetarijanec. Potem moje vprašanja so bila ta pekel, nebesa, na verouku in cerkev uči, vsi tisti, kateri niso krščeni, bodo šli v pekel, že samo zaradi tega enega dejanja. Moje vprašanje je bilo, kakšen je to Bog ljubezni, ki bo 2/3 človeštva vrgel v nekšni pekel samo zaradi enega obreda, pač se niso rodili v tem krščanskem času, kaj pa bodo pol tisti v Aziji, v Indiji in tak naprej. Potem morda še eno ključno vprašanje, katero je bilo bistveno. Iz Prežnice se je non-stop slišalo, oziroma še se sliši danes, blagor revežem. In jaz sem predlagal temu gospodu župniku, kaj bi bilo, če bi se vi tudi konkretno tudi tako obnašali. Namreč znano je, da duhovniki niso reveži, oziroma se ni nujno, da si revež, ampak da pa imaš več kot rabiš in to na račun sovaščanov, pa ni najboljše. Nekateri pa v vasi res niso imeli skoraj za kruh. In moj predlog bil, to so bili tisti časi 80. leta, takrat je bil Golf 2 aktualen in župnik pa je tekmoval, da je imel vsako leto novega Audija, Audi 80, Audi 90, Audi 100. In je moj predlog bil, kaj če bi vi imeli recimo Golfa 2, da imate za te poti, kjer rabite, tisti višek do recimo Audija 90 ali pa 100, pa res razdelite tisti najbolj potrebni. In seveda, ko sem to rekel, pa tudi Jezus je bil vegetarijanec, je rekel, ne, to so laži, to si izmišljujejo, jaz sem te dobro na verouku učil in da ti ni treba nekaj brskati po enih božjih skrivnostih, Bog ima svoje skrivnosti, katere niso dostopne vsem nam. Seveda meni to, kot mlademu človeku, je bilo mim, nekšni oče, stvarnik, pa Bog, pa jaz, če se bom kdaj oče otrok, ne želim imeti nobene skrivnosti pred njimi. Jaz bom se z njimi odkrito pogovoril o vsem, pa tudi, če bo kjer kakšen napačen, ali pa ki mi ne bo tako všeč, ne bom imel srca, da bi ga vrgel v nekšno luknjo, tudi če da me on klical ven v nekšni pekel ali nekam. Jaz bom mu dal roko, pa ga potegnil ven, pa nisem nobeden Bog, pa nobena ljubezen, pa nič. In ko sem prišel do enega vprašanja, mi je pokazal vrata, pa je rekel, da me nikoli več ne prideš sem. Jaz pa sem tega človeka na nek način imel zaupanje, če si bil, mislim, ministrant pa tako. Tako da me takrat nagnal in jaz sem doma tudi to povedal. Mama, dan sem bil tam pa tam, župnik, ko sem imel ena vprašanja. To je bila sramota za starše, velika. Ampak jaz sem rekel, veš, kaj sem že se odločil, mama, da pa tudi več k meši ne bom hodil. In bom tudi zahteval uraden izstop iz te inštitucije, zato ker me je potem, ko me on nagnal, sem jaz nekako dobil impuls, da bi jaz pa vseeno malo pregledal zgodovino te inštitucije, v kateri sem že toliko let zraven, in kje se govori eno, konkretno pa dela drugo. In ko sem jaz malo prebrskal, kaj so počeli duhovniki, predvsem katoliška cerkev, v inkviziciji, v križarskih vojnah, grmade, čarovništvo, ubijanje čarovnic, španske škofje Kolumbo,
pomočjo Vatikana v Južni Ameriki s Indusi in tako naprej. Ko to malo prebereš, potem te zgrozi, da si član ene inštitucije, v kateri se vse to dogaja in kateri se dogaja danes. In tako sem jaz zahteval uraden izstop. In to je tudi bil kar težek udarec, namreč to sem dosegel, seveda ni enostavno, ker oni to ne radi dajo, ampak sem zagrozil z odvetnikom in da sem pripravljen takrat tudi dati 1000 mark, takrat so še marke bile, in so me izpustili ven. Ampak je to tudi na prižnici povedal, tako da to so bile tista moja težka, kako bi rekel, mladostniška leta, kjer sem mogel veliko pretrpeti. Ampak sem na vse to danes ponosen in zelo veseli, da sem to pravočas se naredil, kajti če si ti član ene takšne organizacije, katera je v bistvu glavni odgovorni krivec za vse, karkoli bomo še rekla danes naprej, okrog kmetijstva, uničevanja narave, vse to prihaja iz duhovniške kaste oziroma iz Vatikana. Oni so tisti glavni režiserji vseh vojn, vsega uničevanja, vsega zastrupljanja, vse, karkoli se dogaja. Danes počasi vse to gre ven, ampak ljudje so tako ustrahovani strani te inštitucije, da si ne upajo niti pomisliti, da bi lahko bilo tam notri kaj narobe. Ampak živimo v času, ko bodo se oni sami razkrinkali. Tako da to so bili tisti moji začetki drugačnega razmišljanja, ampak mi se moramo osvoboditi. Mi se moramo osvoboditi tega strahu pred to kruto inštitucijo, katera je toliko krvi prelila predvsem tej Južni Ameriki in zlata pokradli, so vozili v Evropo. Papež je celo rekel, da to je bilo vse pod blagoslovom papeža, kajti on je napisal celo uredbo, da Indusi niso sploh ljudje, da so to živali, da se z njimi lahko ravna kot živali, tako da so jih klali in hranili živali. Vse to je dokumentirano, vse si to vsak, kateri bo želel, lahko prebere. Predvsem pa se to da videti tudi, ko bomo še morda kasneje kaj rekla, na Zdravi televiziji, Telekom številka 680, T2 na 215, Telesat Jesenice na številki 201. Vse se da na Zdravi televiziji to videti, kaj se to vse dogajalo v zgodovini in kaj se dogaja danes. Se pravi, to je bil moj razlog. Ne ubijati, čuvati življenje in najti izhod iz tega ustrahovanja s strani duhovniške inštitucije. Si bil pa kar pogumen, koliko si bil to star, da si ti tako, bi rekel, iz svojega srca, pa da si to bil dejansko sposoben sebe, pa svojo vest, pa svoje srce poslušati, ne? Mislim, tako, to si bil zelo, zelo pogumen, ne? Koliko si bil star takrat? Ja, to je zdaj zelo pomembno reči. To je bilo tam okrog 20. leta. Tam se ta vprašanja začela in takrat sem tudi šel na ta pogovor. Ampak, kaj je zdaj tu pomembno? Jaz sem vesel tega vsega. In to, kar danes govorim, ni proti nobenemu človeku, ni proti nobenemu duhovniku, ampak je samo moja izkušnja in moje videnje te inštitucije. Torej, jaz nisem proti nobenemu katoliku, človeku ali pa tudi druge zunanje religije, niso nekatere dosti kaj boljše, ampak ta ravno, v kateri sem jaz bil, pa je sigurno prelila največ krvi. O tem govorijo tudi mnogi zgodovinarji, zelo, recimo Karl-Heinz Deschner, ki je celotno življenje posvetil ravno raziskovanju katoliške cerkve, pravi, v zgodovini ni nobene bolj krute inštitucije nikoli bilo, kot je, da bi prelila več krvi človeške in tudi živalske, kot je to ravno katoliška cerkev. In nekateri pač smo imeli malo srečo, ali pa kako si sam rekel, pogum o tem sploh razmišljati, oziroma da ti še možgane niso tako oprali v šoli na verouku,
da še je ostalo tisto, da se da razmišljati. Zato pa jaz rečem, da je to zelo malo ljudi, kateri si sploh upajo o tem razmišljati oziroma pogovarjati. Tudi danes vidimo, če pogledamo v ta svet, da je zelo malo ljudi, kateri nekako pridejo do tega, da bi trebalo čuvati življenje v vseh oblikah in da vse te razlike, ali verske, ali način prehranjevanja, ali veroizpoved, ali nacionalnost, ali barva kože, ali spol, ali karkoli, da to nima nič opraviti z nami, ampak da je vse to nam nastavljeno, da bi prišlo do prepirov, do vojn in tako naprej. Ja, tako, dosti enega strahu, ne? Tako, imaš dosti energije strahu, tudi tem, ko si ti razlagal, tako, pa ono, s tem pujsom, ko si ga mogel biti, tukaj je ful enega, tako enega strahu prisotnega, ne? Pa tudi, ko si ti šel do župnika, ono, ti nisi imel strahu, ne? Ti si prišel tam z iskrenim namenom, ampak si naletel tako na strah, pa tudi pol, ko si ti želel, bi rekel, izstopiti, nekako se je tako en upor postavil, en strah, ne? Kako pa ti recimo vidiš, to se pravi, tako, prav tako, da rečemo direktno, uživanje mesa, ubijanje živali, ne? Ker tako si rekel, ok, Jezus je bil vegetarijan, ko si mi ti prvič povedal tako, ko smo se pogovarjali po telefonu, je bilo tako meni, ja logično, da je bil vegetarijan, se ni mogel biti tak razsvetljen človek, pa jesti živali, pa ubijati jih, ne, ali pa biti vsaj del te energije, ne. To se pravi, Jezus vegetarijanc, energija strahu, meso, ker tudi v Svetem pismu piše, oziroma ena izmed, mislim, da celo svetih zapovedi je ne ubijaj. Ja. Krščanstvo je reklo, ja, ok, ne ubijaj, ampak živali pa lahko, ne. Ja, to štima, ampak to je zopet, vse skupaj je takole. Mi živimo v eni veliki prevari in laži. Tudi ko si omenil Sveto pismo, to ni nobena, kot nam to se predstavlja, da je to neka božja knjiga. To ni nobena božja knjiga, ampak je to, kako bi rekel, eno skropocalo, v kateri imaš eno veliko zmešnjavo. Recimo na eni strani boš prebral, kdor ubije vola, je isto, kot da je bil od človeka. Že na naslednji strani pa boš lahko prebral, da Bog si želi žrtvovanje živali, da mu ta von ugaja, da si je celo zaželel kdaj žrtvovanje ljudi in tako naprej. In to vsak normalen človek, pa koliko toliko razmišljajoč, bo hitro videl, tu nekaj ne štima. To se pravi, Biblija, če rečeva, je nastala nekje tam v letu 385, ko še bil na čelu papež Dionis. On je dal nalog Hieronimu, da iz tistih obstoječih evangelijev naredi eno skupno knjigo in vemo, kako je tudi rimsko-katoliška cerkev nastala z Pavlom in z vsemi temi. To so vse bili rimski vojščaki. Torej, Hieronim je že takrat rekel, on je dobil originalne evangelije in je videl eno veliko Jezusovo ljubezen do živali, in da je ta človek živel en popolnoma drugačen odnos do živali in celotnega stvarstva. Se pravi, je bil čisti pacifist. Še danes se to da prebrati v ebionarskem evangeliju, v knjigi To je moja beseda, Alfa in Omega, Jezusov evangelij, katerega svet ne pozna, oziroma ga po 30 letih poznajo mnogi kristjani po svetu. To se pravi, Hieronim je ugotovil že takrat, da je Jezusov odnos do živali in do prehrane bil popolnoma drugačen, da je rekel,
živali so vaši sobližni in niso nikoli in nikdar vam bili dani za hrano. To se pravi, človeštvo iz tega, če gremo iz tega duhovnega vidika, nikoli ni imelo pravice ubijati svojih sobližnjih za prehrano. Seveda, to pravico smo si mi pač vzeli in jo uzakonili. Šolstvo je reklo in zdravstvo, da je to nujno zaradi zdravja nekšnega. Cerkev je še dale šla naprej, da je celo to Božja volja, da to tako mora biti, in potem pač pride do tega, ker je cerkev bila v recimo srednjem veku fundamentalno na oblasti, oni so imeli prve šole in njihova ideologija, ki je vedno bila uničevanje in ljudi, in živali, in rastlinskega sveta, celotne narave, je tako prišla tudi v šolski program, katerega še imamo tudi danes. In kot si omenil, ko gre za ubijanje ali pa že samo vožnja v klavnico, je prisoten en velik strah in vse to ljudi pojemo. In to so tudi potem naše bolezni, to je potem tudi naše trpljenje, in o tem žal nihče ne govori. Mnogi, kateri pa bi lahko o tem povedali, pa se morda zaradi položaja, zaradi kakšnih služb ali česa tudi ne želijo izpostaviti. Zdaj pa mogoče bi še jaz delil svojo zgodbo s tabo pa z vsemi, kar se tiče mojega, to se pravi, kar se tiče mojega vegetarijanstva, ne. Jaz sem vegetarijanc 8 let, jaz sem isto tako kot ti odraščal v družini, kjer se je klal pujsa, isto sem ga držal za rep, tako kot si ti rekel. Sicer nikoli nisem prišel do te točke, da bi ga mogel sam ubiti. Je bilo pa leto 2016, ko je prišla iz Nemčije moja sestrična na obisk in je rekla, da je ona veganka. Jaz sem že prej delal sem tako na sebi, v poslu, poslovno, podjetništvo, doseganje ciljev, in nekako sem prišel do tega, da sem, bi rekel, malo manj mesa jedel, ampak še vedno sem jedel meso, ne. Še vedno sem bil mesojedec. Pol je pa ona rekla, jaz sem pa veganka in ne jem pač mesa oziroma tudi mlečnih izdelkov ne, pa jajc tudi ne, ne. Pa sem rekel, ja, v redu, kaj pa imaš od tega, ne? Pa rekla, ja, pač več energije imam, bolj se počutim. Pa sem rekel, v redu, ne? Če bo to meni pomagalo, bi rekel, da bom, ne vem, ali bolj produktiven ali karkoli. Takrat sem gledal iz tega vidika bolj. Sem rekel, ok, pa probam. Dam si 1 mesec in zdaj 1 mesec bom vegan. Jaz sem šel kar direkt, ne. Pa sem rekel, 1 mesec bom vegan, ne. Bravo. In ne bom jedel mesa, pa tudi mlečnih izdelkov ne, ne. In pol, veš, da kaj bom jaz zdaj jedel, to sem se mogel vse, veš, nova miselnost, ne, nove navade. Ampak ti moram pa povedati, po 30 dneh, ko jaz nisem jedel mesa, meni se je zavest toliko spremenila in toliko prečistila, da prej sem videl na krožniku hrano, ko sem videl kos mesa, sem videl hrano, po 30 dneh se mi je pa zavest toliko spremenila, da sem videl na krožniku kos živali. Me razumeš? In potem enostavno od takrat naprej nisem mogel jesti mesa. Je pa tako, sem se pa vmes parkrat testiral, ne? Ko je bila kaka, bi rekel, tako, da smo kje bili, pa je bilo meso, pa sem rekel, evo, bom jaz zdaj pojedel meso, da vidim, če mi paše. In tako sem ene parkrat naredil. In ti povem, da mi ni pasalo. Da je bilo tako, kakor bi jedel en ščikan čigumi, ko bi ga na tleh pobral. Čist tak okus je bil. Brez, bi rekel, brez življenjske energije, prav tako mrtvo, vse je bilo mrtvo. No, in od takrat naprej enostavno ne morem jesti več mesa, ne morem ga jesti, zato ker se mi zdi to neki... pa še to ti moram povedati. Potem, ko sem jaz že bil ene 5 let vegetarijanc, mene oče pokliče, da bi mu jaz v parkolinah pomagal. A veš? Ja.
In sem rekel, ajde pa grem, da vidim. In sem šel in sem pomagal, ampak po tistem sem rekel, lej, nikoli več ne bom tega trpljenja gledal, nikoli več, lej, ma tudi, če nimate nobenega za pomagati, ne pridem, ne bom del tega, res ne bom del tega, ker je to pa res, mislim tako, kriminalno. Ja, In no, to je bila pa, super. to je bila pa recimo tako moja izkušnja s tem, ne. In zato mi je bilo pri tebi res zanimivo, ker si v bistvu kmet si, pa ne ješ mesa in to mi je bilo tako, wow, končno eden, ne, ok, svet se je začel prebujati, ne. Tako da res, v bistvu hvala ti, ker deliš to z nami, hvala ti, ker to glasno pa na glas poveš, ker se mi zdi, da je to res potrebno, no, da si zgled in da iz srca to poveš, pa da, a veš, upogumiš še koga drugega, ne, čeprav, ne, ampak svet se je začel prebujati, no. Ja, danes je to do teh informacij pa do izkušenj lažje priti. Pred 35 leti si res bil osamljen, ni bilo tudi alternative, kako rečem, meni je babica pomagala, ampak izkušnjo pa imam zelo podobno. Jaz sem nogomet igral naprej in potreboval za veliko manj treninga in hitro sem ugotovil, da pa mesna hrana, kasneje pa tudi sem ugotovil, vsa živalska hrana je veliko težje prebavljiva in porabiš energijo za prebavo, kot ta hrana, katero uživamo, katero danes jaz uživam. Morda bi tu pri tej hrani rekel še tole samo, da pa po vseh teh 35 letih raziskovanja ugotavljam, da bi predvsem ljudi, ki prešaltajo na vegetarijanstvo ali pa veganstvo, morali tudi gledati na kvaliteto hrane. Namreč, kako se danes proizvaja ta industrijska zelenjava in sadje in tako naprej, to je grozota. To se pravi, da ima tudi ta hrana nima toliko energije, kot pa tista, katera res raste v enih tleh, katera so še zdrava, kjer rastline rastejo iz moči zemlje. Se pravi, kmet, kateri je oskrbnik ene površine, mora predvsem poskrbeti, da v tem okolju najdejo življenjski prostor, čim več živali, čim več rastlin, čim več ptičev, bi rekli, čim več, da je vodnih biotopov. To se pravi, da lahko tam preživijo, da imajo tam bivališča. Predvsem pa za nas kmete mora biti tudi ohranjanje življenja v tleh zelo pomembno. In tako je bilo normalno nekoč. Se pravi, to zdaj, kaj smo mi dva rekla, v bistvu nič ni nekaj novega. Jaz sem kasneje prišel tudi do tega, da so cela ljudstva že živela pred 1000 let, recimo Bogomili, kateri so bili zelo jasni. Živali niso za našo prehrano, živalsko, niti mleko, niti jajca ne. To se pravi, nič novega ne govorimo in so bili zelo, zelo dobri v svojih poklicih. Tako da, recimo, če rečemo za Bogomile, nekje od 9. do 15. stoletja na področju Dalmacije, Bosne, Srbije, Bolgarije, je živelo več kot 1 milijon ljudi in takratno plemstvo je videlo v teh ljudeh nekaj enkratnega, pozitivnega in kako dobri so bili v svojih poklicih in so se jim začeli priključevati. In ko se je začelo to dogajati, je Vatikan dal nalog, da se jih naj vse pobije. Torej, tudi to se da videti in prebrati v naši reviji Osvoboditev živali in na Zdravi televiziji, kaj se je počelo z milijoni ljudi v srednjem veku, kateri niso želeli uživati živali oziroma živalskega. Samo, če že nisi hotel ubiti živali, si bil
lahko umorjen. Torej, je to bilo zelo kruto, ampak še enkrat bi ponovil, da so to mnogi že živeli pred nami, tako da mi ne izmišljujemo zdaj nekšne tople vode. Meni je bilo recimo, da še to omenim, jaz sem bil v Indiji, ne? Jaz nisem vedel, da je v Indiji toliko vegetarijanstva, ne? Ampak jaz sem bil takrat vegetarijanci, prijemo v Indijo, pogledam, pa tle so tako skoraj vsi vegetarijanci, pa sem rekel, pa to je raj za mene, zakon, mislim, vse posod je bilo vegetarijansko, ni bilo samo vegetarijansko, ampak ogromno je vegetarijanskega, ne. Tudi Indijci recimo imajo to v kulturi, ne, pač tam večina ljudi ne je mesa, ne. Ja. Kar se pa tiče še kmetijstva, ne, veliko vprašanj je o tem, kako zaščititi rastline. Živali delajo škodo. Recimo, lovci so tukaj zdaj zelo pomembni, nujno potrebni, kateri delajo ravnovesje v naravi, kateri pol rešujejo kmete, da bo tisti medved ne bo vse pojedel, pa 3 volki, 4, da ne bodo cele Slovenije zdaj poklali in tako naprej. To so vse ene velike manipulacije in laži v javnosti. Torej, je takole, če ne bi bilo lova, bi se s časoma v naravi spostavilo eno izredno dobro stanje, kjer bi se živali znale same uravnavati in počasi več ne bi delale škodo. Lovci dobro vedo, več živali, nekaterih ubijajo, bolj se one borijo za obstoj vrste in namesto, da bi recimo medvedka imela enega mladiča, jih ima morda 2 ali pa več in tako naprej, tudi pri srnah je tak in pri divjih prašičih je tak in lovci to dobro vejo. To se pravi, ta vojna v naravi, tudi proti prosto živečim živalim je okrutna, skoraj zelo taka živinoreje, ampak živinoreja ta množična je verjetno številka 1. Tukaj bi rad zdaj dodal takole. Danes mladi ljudje, ki se združujejo v veganskih društvih in veganskih iniciativah, morda pozabijo na eno pomembno zadevo. V ospredje, predvsem preveč se v ospredje daje znanost. Razvoj znanosti je šel v popolnoma napačno smer, v smer našega samouničenja. In če smo že tu pri množični živinoreji, moje analize kažejo, katere sem zapisal, mislim, da tam leta 2020 v reviju Osvoboditev živali, da množične živinoreje, takšne kot jo mi danes poznamo, krute, v hlevih, nabasane ena žival na drugo, katere se rešuje z antibiotiki in tako naprej, ne bi bilo, če ne bi tega omogočila znanost, ki je v službi kapitala. To se pravi, mi moramo biti zelo pazljivi. Mi imamo danes opravka z 2 vrste znanosti. Ena znanost, ki je v večini je v službi kapitala in je v službi tistih, ki so proti življenju. Seveda pa so zelo dragoceni tudi mnogi posamezniki, znanstveniki, kateri nam odpirajo vrata, kateri nam pomagajo tudi iz tega znanstvenega vidika pokazati, da vse ni tako, kot nas se proba učiti v šolah in tako naprej. Torej, mladi ljudje, seveda vsi imajo zdaj danes radi te mobitele, škatle in tja, in ta razvoj znanosti nas na nek način, če bomo to malo bolj razmišljali, dela kot za ene sužnje, novodobne sužnje, in če nisi nekako v tem trendu, skoraj sploh ne more živeti, ampak jaz vseeno mislim, da bi tu mogli biti zelo previdni do te znanosti, kajti znanost
je danes šla že veliko predaleč. Nekako takole, ko se začneš ti igrati z geni, spreminjati gene in manipulirati z geni, in to se že lahko tudi v zgodovini dogajalo in se je vedno slabo končalo. Tako da mi smo danes na eni točki, ko je znanost šla predaleč v uničevanje, v skoraj samo uničenje. Torej, apeliram tu na mlade ljudi, da razmislijo o tem. In še enkrat, množične živinoreje, takšne kot jo poznamo danes, brez tega razvoja znanosti ne bi bilo in ne bi trebalo protestirati proti živinoreji, ne bi trebalo protestirati proti ničemer, če bi mi pravočasno znali ustaviti ta napačen razvoj znanosti, ampak oni z našim davkoplačevalskim denarjem še naprej delajo, zdaj že ustvarjajo, stavljajo človeške, mislim, za človeka, gojijo organe v živalih notri in tako naprej, grejo se že res grozovite hudobije. In še vedno vse to mi plačujemo. Isto kot plačujemo v kmetijstvu, kmete, kateri bi rekli, ali nimajo več vesti, ali duše, ali ne morejo več razmišljati, da jim je ta profit, dobiček veliko bolj pomemben kot obstoj in možnost življenja za svoje otroke in naslednje generacije. Namreč iz svojih izkušenj, iz vseh teh spremljanj v 35 letih lahko rečem, da počasi, predvsem z nepravilnim kmetijstvom, zaradi nepravilnega prehranjevanja, to pa je živalska hrana, zaradi nepravilne, v bistvu tudi te politike v kmetijstvu in pretiranega ropanja in ropanja hraniteljice zemlje, tudi onesnaževanje voda, ozračja in tako naprej. Atomski poskusi so tu bili strahovito, tudi atomske poskuse so delali tudi v atmosferi, kar je vplivalo tudi na ostale planete in na Luno in tako naprej. To se pravi, znanost nam počasi onemogoča to življenje, že nam samim, kaj šele naslednjim generacijam. Vsi pa imamo morda, ali pa vsaj nekateri imamo otroke ali vnuke že in bi jim želeli eno takšno mladost, kot smo imeli mi, recimo, ko sem bil 10 let star, smo na paši igrali se otroci nogomet, skozi zažejo, si skočil tam do bližnjega jarka, podurknil glavo v jarek, se napil, pa smo šli naprej. No, kje danes lahko v dolini to narediš, da bo šel v bližnji jarek pa se napil? To sem jaz ugotovil že takoj pri 20 letih in zato sem tudi očeta prosil, če bi lahko prenehali z škropivi, kajti vsako škropivo v sebi nosi informacijo ubij, nekaj mora ubiti. In vsa ta škropiva so pol zelo, zelo vezana z temi hibridnimi semeni in tako naprej. Tako da jaz sem hitro opazil, da ta razvoj v kmetijstvu gre popolnoma napačno smer. Zato sem že tam takoj po 20. letu se preselil na babičino kmetijo, ki mi je dovolila, da sem začel to po svoje. In rečem, danes imam izkušnje, da nam hraniteljica zemlje z veseljem da zakonito hrano, zakonita hrana pa je rastlinska hrana, sadje, zelenjava, oreščki, semenke in tako naprej. Torej, vse starši, ki se morda bojite, ja, pa otrok bo zbolel, če ne bo jedel mesa, pa bomo to primanjkovalo, ali mora piti mleko zaradi tega, ker je tam kalcij. Še enkrat, vse so to velike laži in prevare. Človeško telo
dobi vse dovolj, kako sem prej rekel, če jemo neke vrst zelenjave, sadja in oreškov, sončnic, semenk. Torej v mesu, mleku in jajcih nič ni takega, česar človeško telo ne bi dobilo iz kvalitetne rastlinske hrane. Evo, to se pravi, dragi starši, ne se prestrašiti, če bo prišel otrok ali pa vnuk iz šole, pa bo rekel, jaz pa več ne bi želel jesti živali, zato ker je trpljenje v klavnicah ali pa v teh štalah preveliko. Sem videl video in tako naprej, pol pa se starši zbojijo, da bo otrok zbolel. Poglejmo v ta svet, vsi jejo meso, mleko in jajca, vsi se hranijo iz teh velikih trgovinskih centrov, pa bolnice pa polne. To se pravi, da nekaj je narobe tukaj. Nekaj je fejst narobe, ja. Ja, nas pa recimo vegetarijanci ali pa vegane strašijo, ne boste mogli delati, ne boste mogli jesti. Če pogledamo, oprosti Stanko, ko te prekinem, če pogledamo Novaka Djokovića, Novak Djoković, Lewis Hamilton, najbolj uspešen, ne vem, če je najbolj uspešen teniški igralec v zgodovini, je Novak Djoković najbolj uspešen dirkač Formule 1 v zgodovini, Formule 1, oba sta vegana. Pa to so strašni napori, ki jih dajo ti športniki čez. Že to ti nekaj pove. Tako. Tima, torej ogromno enih športnikov je, kako si sam navedel, kateri tudi dokazujejo, da se v športu da. Ne nazadnje pa mi nekateri kmetje tudi dokazujemo, da se da fizično delati in da ne rabimo zdravnikov, morda že 20 let nobenkrat ni bil. In to je fajn, da ljudi to slišijo, da bodo veliko bolj zdravi, če bodo pojedli manj mesa, manj mleka, manj jajc ali pa nič. In da bodo dali malo poudarek, pogledali, katera kmetija prideluje oziroma predeluje. Pri nas imamo tudi pridelavo in predelavo. Vege dobro je proizvodna na naši kmetiji. Tako da, to je zdaj zelo pomembno, da smo vedno bolj, kako bi rekel, razmišljamo pa probamo že zdaj podpreti kmetije, katere se trudijo v tej smeri. Saj ni nujno, da takoj zdaj narediš preskok. Jaz sem tudi že večkrat rekel, tudi v javnosti, če smo vsa ta leta kmetom, kako bi rekel, preko subvencij, to ni nobenen državni denar. Glejte, državnega denarja ni, vse je to naš denar, davkoplačevalski. In vsaka subvencija, ali je povratna ali nepovratna ali kakšnakoli, je vedno davkoplačevalski denar. To se pravi, če smo kmetom kupili te velike traktore, če smo jim kupili vse te velike stroje, pomagali zgraditi štale, nekako se je preko tudi teh kmetijskih pospeševalnih služb zavedlo vse to. Kmetje imajo svoj delež, zakaj so se pustili zavesti? Jaz se nisem. Sem pa vseeno zato, da se jim vse skupaj to ne zame skozi noč, kar se pa lahko zgodi. Tisti, kjer je, kako mi rečemo, elite. Elita pomeni suženj. In te elite mi gledimo, kot da so neke wow, ampak oni so vseeno odgovorni, pa imajo še nekoga drugega za sabo, nasprotnika življenja, in on je njihov šef. To se pravi, sem vseeno za to, da se jim na nek način pomaga in da se jim da eno prehodno obdobje in en čas, da se lahko prestrukturirajo. Torej sem bolj za to, da ne pride od danes do jutri, ampak da se kmetom pomaga, da se lahko usmerijo, da na mesto, da gre recimo v štalo, lahko gre v rastlinjak, da se jih počasi nauči. Zato, ker je veliko boljše vse narediti po mirni poti, kot pa po nestrpni poti oziroma v nemiru, sovraštvu. Jaz sem prepričan, da tudi to stanje zdaj, kaj imamo v Ukrajini,
nič ni dobrega. Ne? In tu tudi dostikrat slišim celo od veganov, ja, dajmo, pošiljamo, naj se pošlje orožje. Ukrajinci si zaslužijo, da se osvobodijo teh Rusov in tako naprej. Tukaj bom vam tudi povedal, gre za eno prevaro, manipulacijo in laž. Za vsem tem stoji Zahod in Amerika. Torej, to, kar nam kažejo po televizijah, pa po poročilih radijskih, in tako naprej, to ne drži, podobno kot nič držalo v času korone. To se pravi, mediji igrajo eno zgodbo popolnoma lažnivo in to, kar se v Ukrajini dejansko godi, je nekaj čist drugega. To se pravi, niso Rusi tisti, kjer tam delajo in koljajo, napadajo, to nam samo v medijih tako prikazujejo. To se pravi, vedno gre za eno veliko laž in manipulacijo in zdaj smo mi tisti, kateri moramo pač oceniti, kaj bi kdaj bilo, zato pa je boljše, da se teh dnevnikov pa poročil ne posluša, zato ker nas lahko zmede in oni dosežejo vedno svoj cilj. Cilj pa je, da se mi ljudje med sabo razdelimo, eni za Ruse, eni za ove, eni za cepljenje, eni proti cepljenju, eni za maske, eni proti mask in tako oddajamo energijo v vseh teh pogovorih, debatah oziroma prepirih nasprotni strani. Kajti danes imamo tudi en veliki problem, da primanjkuje energije. Energije pa primanjkuje iz tega razloga, zato ker je prišel čas, da je treba energijo vrniti. Pravi, posojeno energijo, katero smo kot duše, duhovna bitja dobili, jo bo zdaj trebalo vrniti. In je velika borba za energijo. Pravi, za nas ljudi je najboljše, da nismo za nobeno stran, če so dve strani v vojni, vedno imajo obe strani en delež. Ena ima lahko malo več, druga malo manj. Ampak zelo je pomembno, da se ne delimo, predvsem pa, ko gre za vojne, ker z orožjem še se nikoli ni dosegel trajen mir in se tudi nikoli ne bo. Orožje bi morali že prenehati izdelovati pred 50 leti. To se pravi, so prišla tudi za mene, ko te stvari danes poznam, še bom rekel tole, resnica je vedno prihajala na zemljo po pravih božjih prerokih, v tem času prihaja po preroški besedi po Gabriele in prošnja je pred 40-50 leti že bila tudi v Vatikan in politiki po svetu, da se preneha izdelovati orožje, da se preneha uživati in klati živali, da se preneha ropati in čevati zemljo, kajti če tega ne bomo naredili, bo prišlo, zemlja nas ne bo mogla več nositi in bo prišlo do velikih klimatskih sprememb in mi smo že tukaj notri v tem, da se zemlja upira v vseh pogledih in na nekaterih delih planeta Zemlje je življenje že zelo težko. Ja, bi rekel ti, da je Zemlja kot tak, da je živo bitje, da je živ organizem, bi lahko to rekel. Tako, glej, v šolah nas učijo o neki neživi in živi naravi. To ne obstaja v celotnem vesolju. Ni nič neživega v celotnem vesolju, še nikakor pa nič ni na Zemlji neživega. To se pravi, vse je življenje. In prošnja skozi celotno zgodovino in tudi danes po pravih božjih prerokih je bila: čuvajte življenje v vseh oblikah, da vam bo lažje šlo, spoštujte se med sabo, ne gledajte na tiste razlike, ne dajte se zmanipulirati, da boste se prepirali okrog enih razlik. In zelo pomembno je tudi to, da se zavemo, da smo vsi med sabo, kateri imamo duše, bratje in sestre. In da je ta duh tudi v živalskem svetu, v rastlinskem svetu,
v svetu mineralov. In če mi ubijamo eni druge ali pa živali, je logično potem, da ubijamo tudi del sebe v vsem tem. Torej, veliko lažje bo nam šlo, oziroma bi nam šlo, če bi se pred 40-50 leti upoštevale prošnja duha, svobodnega duha, kateri nima nobenega opravka z zunanjimi religijami. To se pravi, ko sem izstopil iz katoliške cerkve, sem 2 leti bil ateist, sem pa vedno imel nekako v srcu prošnjo, oče, stvarnik, če obstajaš in da nisi vpleten v to krvava zgodovinska dejanja cerkva in duhovniške kaste, potem mi nekako to nakaži. In tako je počasi do mene prišlo, da je to v zgodovini in danes vse skupaj drugače in da nam nikoli ni bilo dovoljeno ubijati in uničevati življenja na zemlji. In to je zdaj morda tista glavna prošnja bila tudi v tem današnjem času, po preroški besedi, da se vse to ustavi in da bo nam veliko lažje šlo. Ampak zgodilo se je ravno nasprotno. To je zelo pomembno za naš čas. O tem bi morala govoriti vsi mediji. O tem bi se že po 50 letih otroci morali učiti v šolah, kjerkoli, da počasi začnemo tako živeti v vsakdanjem življenju. Zgodilo pa se to, da je Vatikan s pomočjo države naredil vse, da niti nobena beseda ni prišla, to, kar so oni dobili, pisma, v Vatikan ni prišlo naprej. Ampak so celo začeli zopet, kot vedno v zgodovini, z napadi. Gre za neko sekto, ki je lahko nevarna, izogibajte se tej babi in tem sektašem. In prišlo je tudi tako daleč, da so grozili z življenjem in tako naprej. To se pravi, minulo je 50 let preroške besede v tem času, današnjem času, in bolj kot ne človeštvo kaj dosti o tem ne ve. Razen tu in tam kdo, katerega res zanima res čista resnica. In to je bila vedno moja prošnja mladostniška. Oče, če si drugačen, da nisi povezan z temi zunanjimi religijami, v teh hierarhijah in v tej moči, ki se samo gre za oblast in denar, potem mi to pokaži. In tako sem jaz prišel do tega in jaz danes to življenje na zemlji gledam popolnoma drugačen. Jaz vem, odkot prihajam, kam gre, kaj je smisel življenja na zemlji. In v bistvu na vsa tista svoja mladostniška vprašanja imam odgovor in zato sem hvaležen, ampak kak človeštvo pa bi nam bilo zelo dragoceno, da bi to lahko vse to tudi vsi vedeli, kajti ljudi z dušo čakajo na te informacije. In cerkev, ki je bila vedno v zgodovini jezdec, država pa konj, in to še danes velja, ne glede kakšen sistem imamo, vedno je bilo isto. Cerkev je jezdec, država pa konj in skupaj z 2 meči izvajata vedno eno igro, ki je kruta do ljudi, živali in narave. In to še danes se dogaja, ampak danes malo bolj prefinjeno, kot je to bilo celo v srednjem veku, ko so te prišli, če si bil malo drugačen, so te kar lahko zažgali, ubili in ni še odgovarjal, ker je cerkev bila fundamentalno na oblasti. Danes je malo drugače, ampak bolj prefinjeno se vse to dogaja še danes. Zdaj bi te vprašal, marsikdo ne razume oziroma ne vidi povezave med živalskim kmetijstvom in med klimatskimi spremembami, pa vplivu na okolje, vplivu na vodo, tudi na porabo vode. Recimo v Ameriki na nekaterih področjih že zmanjkuje vode, ki jo na tistih ravninskih področjih vso vodo iz tal črpajo in jo praktično jo zmanjkuje v teh podvodnih rezervoarjih. Da nam malo
to povezavo med živalsko kmetijstvo, to se pravi gojenje živali, zato da jih ubijemo pa pojemo za meso. Seveda, če mi pol uživamo meso, podpiramo to ekonomijo, to industrijo, in pa okolje, to se pravi težave, ki jih imamo zdaj z okoljem, z vremenskimi pojavi, z globalnim segrevanjem. Kje je tle povezava? To je zelo dobro vprašanje. In, kako sem že omenil, to je bila tudi tista prošnja stvarnika, da se s tem preneha pravočasno. Zdaj smo pa mi že tako daleč, da skoraj ni več poti nazaj. Gre pa za to, da smo zaradi krme živali sekamo tropske gozdove, ki so pljuča zemlja. Tam se seja soja, predvsem soja in tudi koruza, tudi za evropsko živino. To se pravi, ne moremo reči Sloveniji, ja, mi pa ne sekamo tropskih gozdov, pa to daleč se godi nekje od nas. Ni res. Vsi, ki smo porabniki živalske hrane, smo soudeleženi tudi pri sekanju tropskih gozdov, zato ker naše evropske živali jejo tisto zelo slabo pridelano sojo, ki je za krmo za živali. Možno pa je tudi, da se ta soja uporablja tudi celo v naši veganski hrani, zato pa tudi tukaj opozarjam vse, bodite previdni, predvsem soja, bolj kot ni vsa, tudi gensko zmanipulirana. To se pravi, obstajajo jasni dokazi, da tam, kjer se posekajo tropski gozdovi, hitro nastaja puščava. Tam je plast prsti rodovitne zelo plitka in erozija je tudi zelo hitra. To se pravi, iz enega okolja, ki je ustvarja eno dobro klimo in je ustvarjalo skozi celotno dolgo zgodovino, zdaj zadaj nastaja puščava. To je eden izmed glavnih tistih razlogov in največjih vplivov na klimatske spremembe. Nenazadnje se to dogaja že počasi tudi v Evropi. Vidimo, da smo tudi pri nas priča, da bolj kot ne na poljih vidiš le neko krmo za živali. Direktne hrane za ljudi pa je zelo malo in ta se pol pridela na nekih umetnih stvarih, oziroma se do zdaj to pridelovalo predvsem v Španiji, Italiji, Portugalskem, uvažalo iz Kitajske. Vemo, s kakšno vodo se zaliva, vodo iz čistilnih naprav, in tista voda vsebuje notri razne viruse, razne bakterije in tako naprej, tako da vse je to en veliki problem. Kar se pa tiče konkretno vode, vsi vemo, da je voda zelo pomembna, vir življenja, ampak izračuni so zelo jasni. Nekje za 1 kilogram mesa, zdaj odvisno od katerega, lahko rečemo povprečno se porabi od 7 do 15 tisoč litrov vode. Vemo pa tudi to, da za kilogram žita rabimo nekje 200 litrov vode. To se pravi, so razlike strahovite. Kar še naprej absurd. Recimo, ko bo prišlo poletna suša kakšna, če boš ti si zalival malo vrt, ker si pač morda rastlino jedec, vegetarijanec ali vegan, ker imaš to za hrano, bo prišel inšpektor pa te lahko kaznuje. Nihče pa ne pomisli, koliko ena krava, recimo v sosednji štali, spije vode na dan. To te tudi ve. Okrog 100 do 150 litrov vode. Pa zračunajmo, ti pa ne smeš zalivati vrt, zato ker je to prepovedano, da bi si ti vzgojil sam solato ali pa kaj takega. Torej, tukaj je tudi veliki problem z... Narobe svet.
za to vodo in za živinorejo in za meso se porabi strahovite količine vode. Kar še je problem pri klimatskih spremembah, so tudi ta fitofarmacevtska sredstva. To se polije tega na milijone ton letno, na milijone ton gnoja in gnojnice. In vse to vpliva na uničevanje življenja in manj je ta biotska raznovrstnost v živalskem in rastlinskem svetu prisotna. Vse to vpliva tudi na vse te spremembe. Dajte še vprašam, ko si rekel fitofarmacevtska sredstva, nekaj sem si tu zapisal, da te moram vprašati. Prej si govoril o življenju v zemlji, o življenju v tleh. Se mi zdi, da tega se marsikdo ne zaveda. Mogoče, če bi lahko o tem še kaj povedal, kako je življenje v tleh pomembno. Ja, mi smo na spletni strani Društva za osvoboditev živali, vsi lahko pogledate en film Tla, na katerih živimo. In tam dobite veliko širše, kot bom zdaj jaz tole povedal. Gre namreč za to, da če damo eno pest zemlje, ki je še koliko toliko živa, pod mikroskop, vidimo na milijone enih bitij, katere so zelo dragocene, da sploh lahko nekaj zraste, za rast rastlin. To se pravi od gobic do deževnikov, do tih malih mikroorganizmov, tega je na milijone notri in v tem filmu je to vse dobro razloženo in to bi moralo biti nam dragoceno. Z fitofarmacevtskimi sredstvi in temi velikimi stroji, velikimi traktorji, kmetje, kateri so šli v šole, kjer se uči napačno o kmetijstvu in o čuvanju življenja, sploh ne pazijo, grejo z par tonskimi traktorji tudi takoj po dežju, po blatu, takrat se to stisne prst in se to življenje počasi vedno bolj uničuje. Seveda pa vsa škropiva, vsa umetna gnojila, tudi ta gnojnica uničuje vso to življenje v tleh in zemlja postaja vedno bolj nerodovitna, postaja kot ena plata, na kateri še samo rastejo rastline iz dodatkov. To se pravi, čisto konkretno, na naših njivah ne polivamo že več kot 35 let nobene gnojnice in nobenega grama fitofarmacevtskih sredstev ali umetnih gnojil in zemlja rodi zelo dobro. Na poljih, kjer se pa dela po programu šolskega kmetijstva, pa zemlja postaja vedno bolj nerodovitna, torej brez polivanja gnojnice ali umetnih gnojil ali škropljenja rastline ne rastejo več. V zadnjem letu se pa res sliši o spremembah, to se pravi, mi jim to že pišemo, oziroma, kako sem rekel, so bila ena opozorila že pred 50-30, tudi Društvo za osvoboditev živali že to piše na državne organe 20 let. In nenazadnje je prišlo to tudi do ušes nekaterih v politiki in kaže na neke spremembe. Zadnjič sem ravno naletel na eno predstavitev, ko so kazali kmetom, kako se da obdelovati zemlja brez uranja. In tako vseeno me razveselilo, tudi če jaz vem, da je za mnoge stvari na zemlji prepozno. Ampak mi še vseeno moramo delati tako, kot da bo to funkcioniralo 100 let ali 200 let. In je boljše, da ne razmišljamo o teh stvarih, kako dolgo še nas bo zemlja nas
uničevalce lahko nosila. Tako da sem bil vesel vseeno tega dogodka, ko so kazali, da se da veliko, tudi celo hitreje. In jaz vam rečem, da je polovica kmetov bila navdušena nad tem. Res so dobri stroji, že takšni, da se da hitro in veliko boljše. Namreč z obračanjem zemlje, zakaj gre pri oranju? Mikroorganizmi, kateri so navajeni živeti v globini, kjer ni prisotna svetloba, jih se z oranjem da na svetlobo in oni imajo tu veliko malo možnost za preživetje. Tisti, kjer pa so navajeni na svetlobo, pa se jih da 30 cm v zemljo in to, če se dela iz leta v leto, to življenje tudi počasi zaradi oranja izumira. Tako da na naši kmetiji že 10-15 let ne orjemo in to, o tem sem jaz že govoril več kot pred 20 leti, se spomnim en naslov v Novem tedniku, da se kmetovati brez oranja, je zapisala ena novinarka, mislim, da je bila to ena gospa Špela. Ja, vse tako poteka na kratek rok, ne? Tudi tako razmišljaj na kratek rok, ne? Ok, mogoče... Ja, tako. Vse je tako, cela ekonomija je ena na kratek rok, ne? Dajmo čim hiter proizvedeti, čim bolj zaslužiti, ampak kaj bo pa na dolgi rok prineslo, tako ko si ti rekel na dolgi, ja, na kratek rok bo že, ko bomo že, ne, poškropili, bomo že dodali umetna gnojila, bo nekaj bo, ampak ko pa mi pobijemo, pa je zemlja mrtva, pa na dolgi rok se pa v bistvu to samo zmanjšuje, ne? Jaz bi še tu tole dodal. Prihajamo v en čas, oziroma smo že tukaj noter, kjer je dobro, da se naučimo, oziroma malo razmišljamo vsaj o tem, da vsaj o tem razmišljamo, kako da bi se jedlo malo manj in to kvalitetno. Namreč, hrana, katera se nam proizvaja, pa tudi naj bo veganska ali pa rastlinska, katera se nam zdaj nudi iz tega kmetijstva, o katerem smo zdaj rekla, je že vprašljiva. Prišlo pa bo tako daleč, da bomo imeli polne mize vsega in bomo razmišljali, ali bi to pojedli in boš takoj zbolel. Zdaj v tem času vsa ta fitofarmacevtska sredstva, vsa ta onesnažena voda, zrak, katerega vdihavamo, je še vedno tak, da se to počasi v človeku nabira in da, če ti poješ nekšni slab zrezek ali pa nekaj, nisi takoj jutri bolan. Če piješ veliko mleka, tega tudi ne zboliš jutri, ampak se to zgodi čez leto, 2, 3 in pol ne prideš do ugotovitve, ljudi ne pridejo do tega, da bi to povezali, da se to godi zaradi slabe prehrane in nezakonite prehrane. Še enkrat, vsa živalska hrana je za nas iz duhovnega vidika nezakonita. In ni ga nobenega zdravnika, nobenega tega strokovnjaka za prehrano, kateri bi lahko bil bolj pameten kot za mene, kot stvarnik vesolja. Se pravi, če je prišlo sporočilo že pred tisočletji, pa tudi danes, da je naša zakonita hrana rastlinska hrana, te za mene to ad acta. Ne bomo zdaj tu na zemlji debatirali, a je to lahko prav ali pa ne. Ampak seveda tisti, kjer imajo radi debate, pa to imajo pravico o tem govoriti. Tako kot mi dva imamo pravico to povedati danes, naši poslušalci pa imajo pravico o tem razmisliti in morda sprejeti, morda pa tudi ne. Tako da nima nišče namena, tudi jaz ne, da bi nekoga v nekaj silo, ampak samo nudim svoje izkušnje, informacije, lahko kdo pobrska potem, lahko tudi ne. To se pravi, še enkrat, prihajamo v čas, ko bo morda se dobro naučiti zopet jesti bob, ki je še pred 150 leti hrano vso podeželsko krajino, tudi v Sloveniji. Kajti nisem siguren, da bodo vso to, kako imamo zdaj navidezno obilje
rastlinske hrane in predvsem pa te živalske hrane, da bo to funkcioniralo še dolgo. To se pravi, tudi zaradi sprememb v klimi, se vidimo, enkrat imaš preveč dežja, potem imaš premalo dežja, potem imaš 30 stopinj, potem imaš do 10 stopinj in tako naprej. In to vidim, da tudi nekatere rastlinine zelo težko prenašajo te spremembe. Tako da to je morda ena moja prošnja za vse, da vsak razmisli, da se počasi naučimo manj jesti, kajti to nam bo lahko prišlo zelo prav in da razmislimo, odkot je ta hrana prišla, kako je predelana, da se pozanimamo, predvsem pa res, kako sem že rekel na začetku, podpremo kmeta, soseda, kateri se trudi, katerega kdaj vidimo, da tudi gre z motiko na njivo, da vkapa, da ne gre kar direktno škropilnico, potem pa gremo pred televizijo, zato ker danes je res tak, da kmetje imajo vse te pripomočke in tudi veliko več časa kot nekoč. Mi, kateri delamo še veliko ročno, pa je to ena druga zgodba, samo kvaliteta takšne pridelane in predelane hrane pa je nepredstavljiva. Zdaj pa mogoče za konec, da damo eno vizijo, Stanko, vizijo prihodnosti. Tako, da malo damo to upanje ali pa mogoče malo idealiziramo, kak je potencial, kak ti vidiš potencial za ta svet, za družbo, za Slovenijo v prihodnosti. Tako, da se stvari spremenijo, da se začnejo spreminjati, da se začne energija, bi rekel, v kmetijstvu spreminjati, v družbi spreminjati, da ustvarimo eno drugačno družbo, ki temelji na drugačnih vrednotah. Kak svet misliš, da lahko ustvarimo, bi rekel, če se nam stvari poklopijo? Ja, to je zdaj takole. Možnosti so bile pred 50 leti, da do teh raznih večjih, recimo potresov, poplav, neurij in viharjev, da bi se temu dalo v veliki meri izogniti, ampak je tisto, kar sem prej rekel, bi trebalo zagrabiti v roke, zasukati rokave in danes v tem času, po 30-50 letih, ne bi izdelovali orožja, ne bi več imeli živinoreje, ne bi več se prehranjevali z živalskim, ne bi več ropali pretirano brez veze hraniteljico zemljo in tako naprej. Vendar to se ni zgodilo. Kako pa zdaj naprej? To se pravi, te spremembe, katere bodo prišle, bodo nas doletele nekako vse, ampak vesoljski zakon pravi takole. Zakon vesolja je zakon vzroka in učinka. Torej, kar seješ, to žješ. Oziroma, kar si posejal, boš tudi žel. Kot država, kot družba, kot vas, kot mesto in kot inštitucija, kot društvo ali pa kot sam posameznik. To se pravi, imamo tukaj, kako bi rekli, eno skupinsko karmo, katera nas bo doletela vse. Se pravi, če smo podpirali kakršnokoli ropanje, onesnaževanje, ubijanje, recimo tudi to je problem, lahko vključimo tukaj notri, vlada je kar dala orožje oziroma denar za Ukrajino, brez da bi vprašala ljudi. Se pravi, to je en takšen primer, kako smo zdaj tukaj notri vsi nekako vključeni, da tam se preliva kri z našo energijo. In to se pravi, lahko prenesemo tudi na prehrano. Kdo še vedno podpira živinorejo oziroma reče, jaz pa brez mesa ne morem biti, bo pač žel to skupinsko žetev. Zato je dobro, da mi o teh stvarih razmišljamo in probamo čim prej se od marsičesa tega distancirati. Vemo pa tudi to,
kar je razveseljivo, to vemo po preroški besedi za današnji čas, da ta sistem, ki je krut, pravi, morda bi tu rekel, že osnovna šola, obvezna, je kruta. Zato, ker se pere možgane malim mladim ljudem, da se jih pridobiva za sužnje. Pravi, vsemu temu krutemu sistemu prihaja konec. Zemlja se upira, ampak obenem že nastaja tudi nova zemlja. Z novimi ljudmi, z eno tudi drugačno podobo. In tega se jaz zelo veselim, to mi daje, kako bi rekel, eno upanje, energijo, kako si sam rekel, eno veselje, nastaja nova zemlja, novo človeštvo, novo dobro kmetijstvo, kjer ne bo več nobene živinoreje, nobenega ubijanja, nobenega nasilja in z ljudmi, kateri so tudi v srcih vse to, kako bi rekel, obdelali, predelali in je nasilje, sovražnost, pohlep, nevoščljivost, prepiri, to jim je postalo tuje in tega ne poznajo. Se pravi, takšno življenje je nas učil in za vzor kazal že Jezus iz Nazareta. Žal so nam duhovniška kasta in vsi ti njihovi pomočniki vse to prikrili, ampak vedno znova vemo o tem in tudi danes po preroški besedi vemo tudi to, da tudi če bo ta sistem propadel, se nimamo kaj žalovati za njim. Ko smo mi rekla, kaj se vse dogajalo, kaj se vse še danes dogaja v tem sistemu, ni nekaj hudo. In če pa imamo vizijo, da pa bo nastalo, da bo na zemlji nastal mir, a ni nekaj to najlepšega. O enem kraljestvu miru na zemlji je bilo govora tudi že pred skoraj 3800 let. In o tem govori celo cerkev. Ko je prerok Izaija rekel, prišel bo čas, ko bo lev ležal zraven jagnjeta. Ko se bo deček igral s kačami. To je takole, tudi mnogim našim v društvu bodo zdaj šle lase gor, ko jaz o tem govorim, zato ker je za mnoge ljudi to, kako bi rekel, ena norost. Jaz pa trdno verjamem v to, da je nekoč na zemlji že bilo tako in da to tudi zdaj počasi prehaja. Ampak kdo bo si zaslužil, da bo na novi zemlji živel, to pa je zdaj stvar naše odločitve. O tem pa odloča vsak posameznik. Ampak eno življenje takšno, ko te nihče ne bo teroriziral, ko te nihče ne bo silil v nekšna slaba dejanja, kot nas zdaj sili, recimo šolski sistem, nas uči in sili nas v to, kot nas silijo na verouku in vse to, vsega tega več ne bo. Ne bo več nobene zunanje religije, ampak bo en nov narod, kateri ne bo potreboval nobenih političnih vodij, nobenih duhovnih vodij, ampak bodo znali živeti miroljubno med sabo, spoštljivo in bodo znali dati svoj prispevek skupni blaginji in vzeti le toliko, koliko potrebujejo. Lepo povedano. To se pravi, če še morda to rečemo, ni ga orožja, tudi atomske bombe, ni, da bi lahko mi uničili hraniteljico Zemljo. Mi lahko le uničimo sami sebe kot planeta, ki je življenje v duhu stvarnika, tega človek ne more uničiti, ga ni orožja in ga tudi nikoli ne bo.
lahko pa z svojimi neumnostmi in razvojem znanosti spravimo pod vprašaj našo trenutno eksistenco. To pa lahko naredimo in to pospešeno delamo na vseh področjih. Mi smo zdaj kar veliko področji tu obdelala, kjer pospešeno delamo v tem smislu, da si onemogočamo življenje na Zemlji. Ampak, kako rečem, ne moremo pa uničiti planeta Zemlje. To ne bomo. In na tem planetu Zemlji spremembe, kjer bodo prišle, pa kdaj do prišle, to morda niti ni tako bistveno za nas, da bi se ukvarjali z letnicami. Pa s tem, nenazadnje je še vedno tak, da vsako dobro dejanje zopet ima svojo energijo in tudi v celotnem vesolju se stvari pol spremenijo. Torej, ni nobene zabetonirane letnice, kdaj bo se nekaj zgodilo. Je pa res, če pogledamo v ta svet, da nekaj ni v redu, da Zemlja trpi, da živalske vrste odhajajo, da rastlinske vrste odhajajo. In to je za vsakega, kjer je malo spremlja in razmišlja, en dovolj veliko opozorilo, da začne iskati še naprej. In mi moramo biti vedno iskalci. In jaz sem rekel si kot mladostnik takole: Oče, če si, stvarnik, če si, Bog, če si, ali duh, kdokoli temu reče, sploh ni pomembno, ali reče življenjska energija, kakoli, je samo pomembno to, da kaj sem zdaj mislil reči? Boš lahko to zrezal? Ne vem, če bomo kaj rezali. Kar pustimo tako, ko je. Skratka, imamo moč za spremembo, informacije so na voljo, midva smo danes podala neke informacije, midva imamo namen ozaveščati, smo ozaveščama, ti ozaveščaš, jaz ozaveščam prek svojega dela. Skratka, informacije so na voljo, kdor želi narediti spremembo, kdor želi drugačen pogled, kdor želi se osvoboditi iz okov, bi rekli, tega suženjstva in zaživeti neko novo življenje, kjer je manj strahu, pa več ljubezni, bi rekel, pa več povezovanja, pa bolj odprto srce, ima to možnost, da naredi. Tako da možnosti vedno so, vedno imamo na voljo možnosti, da nekaj naredimo, da nekaj spremenimo. Ja, in kako smo rekli, pač vsak človek ima svobodno voljo in vsak lahko verjame v to ali nekaj drugega, vsak lahko, ampak svobodna volja nosi za sabo tudi odgovornost. Tako. Ok, Stanko Valpatič, najlepša hvala za pogovor. Hvala, da si bil z nami, hvala, da si nam kot veganski kmetovalec, ekološki veganski kmetovalec predstavil stvari na en drugačen način, na način, kot ga ti vidiš, ki je, verjamem, da marsikomu od vas, ki nas gledate, odprl oči. Tako da jaz se ti še enkrat zahvaljujem, da si bil moj gost in hvala ti, da soustvarjaš en nov, en drugačen, miroljuben svet z sočutjem do živali. Ja, hvala tudi tebi za povabilo in upamo, da bo morda komu v pomoč, da bo morda vsaj, kako si rekel, kakšna žival na ta račun manj ubita, manj trpela, da se bo čuvala voda, da se bo čuvala narava, kajti to je tisto, od česa smo vsi odvisni. Stanko, najlepša hvala. Vam, ki nas gledate, pa vse lepo, vse dobro in se vidimo ob naslednji priložnosti. Srečno, čau. Srečno.